Prej smo nekaj omenjali o pozitivnih posledicah te krize, pa niste nič izpostavljati, si eno stvar izpostavil. Zanima me, kaj mislite, da bo pozitivno iz tega, oziroma kaj je že pozitivno. Mislim, to, kar se je omenjalo, ko se je največ omenjalo to ekološki vidik, je se zgodil na nezavednem. Na zavednem je pa tako, ne, mislim, ta problem onesnaženosti plastike in tako je povsem zamrl. Ga ni več. Pred mesecem ali 3 meseci je bil to problem zahodne civilizacije številka 1. Problem je bil umeščen tudi tako, da nas predvsem manj razvite civilizacije ogrožajo pri tem, ker niso odgovorni do okolja, do plastike in tako naprej. 3 dni nazaj sem dal pa post, kjer sem bil v trgovini edini, ki se je kregel zaradi plastične vrečke na rokah. Se pravi, ta stvar je pa v tem vidiku tega potrošnega materiala po moje skalirala do maksimuma in popolnoma se je zanemarilo kakršnokoli vprašanje in problematika plastike, ekologije, globalnega segrevanja in tako naprej. Vidim, da je celo prišlo do te faze, da se nihče več ne sprašuje, zakaj je tako toplo, ampak se samo čaka, da bo čim bolj toplo in čim bolj. Se pravi, ta vprašanja so zelo... Globalno segrevanje zdaj pogrešamo. Ne? Tako, globalno segrevanje pogrešamo, ni problem, zelo pragmatično se obnašamo do teh vprašanj, kar se je zdaj pokazalo. Ne? Če pa omenim te plastične vrečke, tam je bilo v trgovini, 500 ljudi, a veš, če vsak je imel plastično vrečko, noben se ni vprašal potem, zakaj jo imeti, čeprav je bilo zraven razkužilo, pa čeprav plastično vrečko na roko daš z okuženo roko. In kaj si naredil? Praktično nič, popolnoma brezvezna stvar. Ne? Ampak se pravi, ta vprašanja so nekako zamrla, hkrati pa so eksternalija tega, da gospodarska aktivnost ni tako visoka, tudi neki pozitivni učinki. Ne? Meni pa bolj zanimajo naravni doživljanja posameznika, ne? Kaj smo se iz tega naučili. Ne? Več biti z družino? Ja, ne vem. Mogoče. Vprašanje, koliko si jih to želi, ne? Če en družinski član pretirano nasilen, se ga običajno izogibamo. Ne? Tega nasilja ni toliko malo. Res je, ampak rečimo, če obrnemo na pozitivno za zaključek. Dobri odnosi so rahlo distancirani odnosi. Mislim, da ta skupnost... Tisto, kar mene je bolj problematično, je se pravi to dejansko čista zajezitev na raven družine, ne, se pravi, ne na to, kar smo navajeni, na raven plemena, šotorske skupnosti ali kakorkoli. Radikalna izvedba je misel, da v bistvu preživetje nas običajno stane življenja. In tukaj se lahko iz te situacije naučimo, je, da morda čisto vse dobesedno jemati. Dobro je poprašanje, kaj bomo pri naslednji krizi, ki bo morda pa bistveno bolj nevarna, pa morda ne bomo odreagirali, zakaj bomo podcenjevali to. Res je. Velika nevarnost je to. Ja.